Najlepši sladki posnetki so takrat tiste zadnje sekunde, predno res nevihta pokažete svoje rušilno moč, ne? In takrat si res blizu kakšne ogromne toče, tudi velikosti recimo grenivk, ne? Ta trenutek se peljem v Julice, ker radarska slika kaže, da bo mogoče nevihta. Tam me čaka Marko. Marko je Storm Chaser. Marko, ti si Storm Chaser, loviš nevihte. Kaj je to? Je to hobi, je to ljubezen, obsesija, posel mogoče? Verjetno je to kar kombinacija vsega, ne? V osnovni šoli smo spremljali podatke o vremenu doma za šolo, za nek predmet. In potem sem pa jaz to spremljal zraven še malo dogajanja v naravi, to bi kakšne močne nevihte. Pol pa vidiš, da bi bilo fajn to zabeležiti, da imaš na filmu, tako da imaš pol za spomin. Te je v nekem trenutku strah? V bistvu me je bilo na začetku, ne veš, kaj lahko pričakuješ, ne? Pa skozi leta, teh 15-20 letih izkušenj, nekako vidiš, sam razviješ neko strahno spoštovanje, da veš, dejansko te lahko narava pokonča, če pride resen ekstremen primer, ampak ga probam razumeti, da se mu s te prave strani približam in zajamem te prave kadre iz varnega območja. Najboljši poligon za nevihte je tako nekako, da imaš neke ravninske predele, recimo, ko je pri nas mogoče na obali, da prije nekaj čez morje iz Tržaškega zaliva, recimo iz Italije, ne. Najbolj me je pa seveda navdušilo, ko sem šel prek luže v Združene države Amerike, tako imenovano Leo Tornado, ne. Tam pa dejansko dobiš tiste res najmočnejše nevihte na svetu, ne. Nevihte so nekajkrat močnejše kot pri nas. Najlepši sladki posnetki so takrat tiste zadnje sekunde, predno res nevihta pokažete svojo rušilno moč, ne. In takrat si res blizu kakšne ogromne toče, tudi velikosti recimo grenivk, ne. Škoda je del tvojega življenja, na nek način živiš za to znamko. Iz kje to izhaja? Pri tem lovljenju nevih dejansko rabiš nek varen avto in tudi recimo, ker vozim dosti po teh lokalnih cestah, ne, tam rabiš res, da je zelo zanesljiv, ne, se pravi, da se drži ceste. Pol pa so ti sisteme, ker jih ima avto pri sebi, tudi mi zelo koristi. In tudi 4x4 avto je, ne, tako da zaradi tega lahko res tudi v kakšnem močnem sneženju, če je cesta res zasnežena, se da marsikam priti. Prtljažnik požre vso opremo, predvidevam. V prtljažniku je toliko stvari, da dejansko jih nimam dovolj, da bi jih lahko spravil noter, ne, toliko je velik. Pri avtu je to, da pač mora imeti nek pospešek, ne, se pravi, da ima res nek dober navor, da lahko uidem ven iz nevihte takrat, ker snemam res do zadnje sekunde, ne. Jaz imam en predlog, da danes zamenjava tvojega Superba za Enyaqqa, pa da probava z Enyaqom ujeti kakšno nevihto. Si za? Sem za, ja, super. Ajde, greva, peva. Zakaj bi bil ta avto primeren za lovljenje neviht? Ker ima nizko težišče, je dosti težek. To pa res. Pomeni, da bi bil stabilen kaj v vetru? Ja. Recimo, ko prije ta močen nevihtni piš, tudi recimo piha 100, mogoče 120 na uro, ne. Veš, takrat imaš lahko bočnih sil res ogromno. Kaj to bo pa obrnil? Bo, ne? Bo. Olej, veš, nisem. Obračalni krog? To ima res. Obračalni krog ima izjemen, ne. To bi pa tudi jaz imel pri svojem. Lej, jaz ti namesto tebe zapisujem te pluse, lej, pa ti bom na koncu pol dal seznam. Boš pa primerjal s svojim Superbom. Tako. Pa se boš pa takole odločil. Pa sem pa odločil, ja, tako.